Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni po počitnicah, dopustih. Upam, da ste jih dobro preživeli in tudi na Karitas upam, da smo bili kar delovni kljub dopustniškim in počitniškim dnem. Zato danes v studiu pozdravljam ponovno generalnega tajnika našega nadškofijske Karitas, gospoda Božidarja Bračuna. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Poleg dopustov in počitnic, ki so za nami, pa kljub temu se res, kako sem že prej rekel, veliko lepega dogajalo in o tem malo, če bi nam kaj se pove. Ja, v zadnjih nekaj mesecih smo na Karitas, kljub temu, da so bili počitniški dnevi, nekako poskrbeli, da smo si na novo nabrali moči, to se pravi, sodelavci bili na dopustu in preživeli z družinami, nekako si napolnili nove energije. Je pa res, da tudi v tem času na Karitas stvari nekako ne stojijo, ampak skušamo skozi ves čas biti prisotni tam, kjer so stiske največje. To se pravi, v Mariboru na naši mariborski Karitas ljudska kuhinja vsak dan, donirana hrana, tudi vsak večer pobiramo v trgovskih centrih, zavetišče za brezdomne, ambulanta, sprejemno-informacijska pisarna in pa tudi materinski dom, pa tudi v naših drugih ustanovah, čebelice, murenčki, sicer so bili malo na dopustih, malo na letovanjih, ampak ves čas prisotni. Še posebej mogoče tam, kjer v letošnjem letu ptujsko področje, kjer je bilo neurje, tam so župnijske Karitas kar bile nekako prisotne, ali pa še hujše je bilo pa na Muti, v Vuzenici pa v Trbonjah. Tam smo pa tudi skušali nekako pomagati oziroma zbrali vloge in bomo skupaj sedaj slovensko Karitas skušali tudi rešiti. To je bilo koncem avgusta. Ves čas počitnic smo pa nekako spremljali oziroma bili v kontaktu z našo mrežo župnijskih Karitas, zbirali naročila za šolske potrebščine in koncem julija, začetku avgusta že tudi odposlali šolske potrebščine na župnijske Karitas. Letos moram reči, da so se župnijske Karitas kar lepo odzvale. Čez skoraj 2000 otrokom bomo skupaj lahko, oziroma smo skupaj pomagali nekaj še zdaj v prvih septembrskih dneh. Samo na mariborskem področju, se pravi Koroška, Maribor, Ptuj in pa Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice. Seveda pa skupaj z slovensko Karitas oziroma Karitas v Sloveniji z akcijo Otroci nas potrebujejo se danes lahko že zahvalimo dobrim ljudem, ki so pomagali, ste pomagali in pa še tistim, ki še bojo, da bomo lahko tudi čez šolsko leto otroke spremljali in jim Ker je vedno odprt še zvezek 5, lahko 1 evro ali 5 evrov darujejo za zvezke, kajti celo leto potrebujemo pomoč za otroke. Za otroke, tako je. Seveda največ pa sedaj ob vstopu v novo šolsko leto. Še posebej smo lahko na naši Karitas veseli, ker se je akciji Zvezek priključilo kar 81 osnovnih šol, vrtcev in pa veroučnih skupin. Skupaj smo pa zbrali skoraj 2000 zvezkov več kot pa preteklo leto, tako da smo zelo veseli. Zraven smo še iz sredstev Otroci nas potrebujejo dokupili tiste stvari, ki so manjkale, tako da smo v letošnjem letu razdelili več kot 15 000 šolskih potrebščin med 2000 otrok. Seveda pa potem še pa tiste, kjer so pa večje stiske, pa plačilo delovnih zvezkov, ostalih šolskih potrebščin, tako da skupna pomoč na našem področju čez 25 000 evrov. In proti koncu je bila tudi botrstvo so prejeli? Res je, obnovitev prošenj za botrstvo. Trenutno je vključenih 53 otrok, tako smo na zdaj dobili vloge. Seveda pa naša sodelavka Lijana že gleda in tudi sproti spremlja in je v komunikaciji z župnijskimi Karitasom, kolikor se pojavi večja stiska, da potem otroka takoj vključimo v botrstvo. Zahvaljujemo se pa seveda botrom, ker lahko preko njihove pomoči pomagamo tem otrokom.
Ja, avgust, julij je bilo tudi precej nekaj lepega za otroke, za družine. Res je, seveda vsako leto. Letos se lahko pohvalimo, da smo uspeli skozi 5 tednov letovanj v Sončni hiši v Portorožu, kjer ima Karitas svojo hišo oziroma izvaja program letovanja, je letovalo kar 144 oseb. 26 otrok preko počitnic biserov, to ste najbrž spremljali, kako dobro in odlično to mladi pripravljajo za otroke. Je pa na drugi strani tudi 2 tedna sta bila za družine, kjer je letovalo enkrat skoraj 50 oseb, v drugi terminu pa nekaj čez 30. Letovanje starejših ne smemo pozabiti, 22 oziroma 25 oseb starejših, ki so bili zelo navdušeni. In pa letovali so tudi naši prejemniki pomoči iz zavetišča za brezdomne. Tako da smo nekako to zaokrožili, seveda pa še upamo, da bomo še lahko koga peljali na morje tudi v malo bolj jesenskem času. Kar nekaj lepega se dogaja zadnja leta v avgustu okrog Rokovega. Tudi letos se je nekaj dogajalo, smo že nekaj vabili, to da zdaj lahko poročamo, kako lepo je bilo na Muti in v Vuzenici. Ja, res je, 16. avgusta letos smo se zbrali najprej na Muti pri svetem Jerneju. Tam nas je pričakala župnijska Karitas z župnikom Markom in smo imeli skupaj z nadškofom Sveto Mašo, romarsko slovesno Sveto Mašo, romarjev, sodelavcev in pa prostovoljcev župnijskih Karitas mariborske nadškofije je bilo čez 350, tam okoli, cerkev polna, nabito polna, petje odlično. Res tako človek se počuti, kot da bi bil v nebesih. Skupaj smo potem poromali, ko smo se malo okrepšali na Muti, dol k rotundi ob cesti. Tam so nam pokazali, že prej razložili, pokazali to starodavno cerkev svetega Janeza Krstnika. Ko se peljete po Dravski dolini, tam ob cesti jo na desni strani vidimo proti Koroški. Potem pa skupaj so nas sprejeli v šotoru v Vuzenici, kjer je šotor imela občina ob občinskem prazniku in so nam ga dali na razpolago, malo okrepčali in zaključili z večernicami v nadžupniji Vuzenica pri Slomško. Ogledali si Slomškovo sobo še in pa s 5 večernicami, psalmi. Prvič sodelavci Karitas, da smo tako skupaj prepevali večernice, psalme. Mislim, da je bilo zelo lepo in dobro doživetje za nas. Na ta način ne zgolj skrbimo, da so stiske rešene in da pomagamo, ampak da tudi vemo, kje je naš vir in naša moč, da lahko pomagamo in damo na razpolago Kristusu roke, da še lahko več naredimo. Zato je tudi pomembno, kar se bo dogajalo do tedna Karitas, najprej v septembru, oktobru. Kar veliko stvari nekako v načrtovanju. Mreža Karitas, župnijske Karitas, sploh same zelo veliko naredijo, načrtuje že skozi celotno pastoralno leto, zdaj je novo, ampak vsekakor skozi vso leto. Mi jih pa nekako spodbujamo k naslednjim aktivnostim. Ozimnica, zbirajo se pridelki, če lahko kmetje kaj darujejo od tega, da zbere na župnijskih Karitas, potem pa oni, če ne morejo sami razdeliti preko nadškofijske Karitas, usmerimo tistim župnijskim Karitas, predvsem mestnim, kjer to ni mogoče. Lani smo zbrali čez 10 ton ozimnice, največ krompirja, nekaj je bilo jabolk in ostalih pridelkov. Potem je tukaj so določena izobraževanja. Letos smo uspeli dogovoriti za Ljudsko univerzo izobraževanje o rokovanju s hrano, tako imenovani sistem HACCP. Hvala Bogu se bo to zgodilo na 3 lokacijah, Slovenj Gradec, Ptuj in pa Maribor. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, da če dajemo pomoč, da dajemo tako, kot se spodobi in dostojanstveno in da upoštevamo vse tiste nekako zakonske, bom rekel, normative.
da bi naša pomoč ne bi slučajno prišlo do kakršnekoli kontaminacije in da delamo prav. Vendar sem prepričan, da naše sodelavke župnijskih Karitas to že delajo, zdaj pa še morajo to, kar delajo, samo spraviti v formo, ki nažalost za določene inštitucije papirnato velja. Preveč, ja. Potem je razvoz hrane iz EU. Tukaj bomo... To je zadnja pošiljka. Zadnja pošiljka letos. Tukaj bomo preko župnijskih Karitas razdelili skoraj 300 ton hrane. Mleko, testenine, moka, konzervirana hrana. Tukaj potem župnijske Karitas to po določenih kriterijah razdelijo osebam, ki so socialno šibke, pa tudi skrbijo ne zgolj za razdelitev, da se z njimi pogovorijo, in mislim, da je tu ena taka dodana vrednost Karitas, ko preko spremljevalnih ukrepov ljudem nudijo ne zgolj materialno pomoč, ampak tudi psihosocialno pomoč. Naslednja stvar, bliža se mesec oktober. Vsako leto preko Karitas v Sloveniji povabimo tudi na seminarje Karitas. Letos bo nekako oglašeno vse skupaj na geslo Tedna Karitas, ki je dobro iz vsega srca. Moram pogledati, ali to drži. Ja, dobro iz vsega srca. In mislim, da bo kar nekaj takih tem, kjer bo ne zgolj, da se srečamo, ampak da gre za prenos konkretnih znanj določenih župnijskih Karitas na druge. Predvsem pa je pomembno tisto srečanje in da vemo, da v določenih stiskah vemo, na koga se obrniti. Pa tudi ta duhovni del, ki spremlja ves seminar, sveta maša, molitev, to vzdušje, mislim, da je najbolj pomembno v tem delu izobraževanja. V Celju letos tudi 11. in 12. 12. je tudi začetek naše obletnice 30-letnice ustanovitve nadškofijske oziroma škofijske, nadškofijske sedaj Karitas. Tako, tukaj bomo skušali z določenimi koraki, obeležitvami in spodbudami obeležiti to 30-letnici celo leto in nekako z 12.10.2020 skleniti praznovanje. Upamo, da bodo največ, ne zgolj v kontekstu Karitas, ampak da bi največ dobili v tem praznovanju prav ljudje v stiski in pa mreža Karitas. Da se okrepi. Da se okrepi, tako je. Naslednja stvar, v mesecu oktobru, koncem oktobra, dar sveče in cveta. 1. november, spodbujamo ljudi k temu, da prižgejo eno svečo manj ali pa nesejo en cvet manj na grob in tisti denar, ki bi ga drugače namenili za okrasitev grobov, namenijo za ljudi v stiski. Župnijske Karitas v naši mreži bodo ponudile tudi svečo Karitas, ampak to ne pomeni, da je zdaj kupimo 10, ampak kupimo samo eno in pa damo več za Karitas, tako, za ljudi v stiski. Sodelavci pa prostovoljci Karitas bodo tukaj tudi v koncem leta nekako nagovorili in prosili ljudi za dar v tednu Karitas, pa tudi s koledarjem skušali obeležiti, da so ljudje med nami, ki potrebujejo pomoč in da lahko tudi na ta način. Konec cerkvenega leta, ja. Tako, ja. Še prej pa po 1. novembru bo duhovna obnova na Ptujski gori. Ja, kakor vsako leto se že tudi letos veselimo tega dogodka. Vsako leto skoraj 200 naših sodelavcev pa prostovoljcev Karitas pride. To je nekako uvod v teden Karitas, ker potem se začnejo kar veliko aktivnosti. In se tudi duhovno lahko pripravimo. Patri so na razpolago za spovedovanje, razmišljanje, ki ga pripravi do zdaj vedno nadškof Kramberger, in potem zaključimo pa sveto mašo in pa tudi vmes kratko druženje in okrepčilo. Zahvalna nedelja. Zahvalna nedelja, ja, tukaj bomo skušali preko župnijskih Karitas nagovoriti ljudi s posebnimi vrečkami Karitas. Nedeljo prej jih bojo dobili s posebnim listom, kaj potrebujemo,
kaj ljudem moramo dati kot pomoč. Na drugi strani pa tisto, kar ljudje lahko dajo od svojega. In je pomembno to. Pretekla leta so župnijske Karitas poročale, da je akcija zelo dobro uspela in letos bomo tudi nadaljevali s tem. Ja, to je tisto, da se naučimo, da znamo deliti in da ugotavljamo, koliko lahko delimo od svojega. Tako. Tednu Karitas smo rekli, bomo še povabili takrat na Ponikvo in tudi v Celje na vajo Klica dobrote. Bi še kaj potrebno bilo povedati? Že zdaj bi povabila, da si vzamejo tisti teden oziroma sredo, predvsem čas, to je 28. Ali 27. november. To je sreda, najprej Ponikva, potem pa dvorana Golovec, najprej generalka in pa zvečer dobrodelni koncert. Vsak dar šteje in po vsakem daru je ena stiska rešena in hvala res dobrim ljudem, ki pomagajo. Za darove, za razdajanje, za vse molitve, za vse tisto, kar Karitas potrebuje, kar potrebujemo vsi ljudje, se najprej zahvaljujem gostu, da nas je malo popeljal po počitnicah, potem dopustih. Naslednjič že polna zasedba, kajti v tem času je tudi naša Lijana še na dopustu in naj se lepo odpočije, da bomo lahko skupaj se družili še naprej. Hvala za pozornost in res hvala za vse tisto, kar dobrega storite drug drugemu kot sosedje in naj nas Bog blagoslavlja pri tem dobrem delu.